Lep pozdrav in dobrodošli v še eni raziskavi kriptoprojekta. To je raziskava, kjer se prav poglobimo v drobovje kriptoprojekta in raziščemo njegove fundamente. In tokrat je na tapeti Raydium oziroma Ray. Najprej, kaj je Ray? Imam tukaj zapisano. Tako da bom kar prebral. Raydium je projekt, ki deluje na Solana blockchainu in je narejen za kriptotrgovanje. Torej, v bistvu je tole menjalnica oziroma decentralizirana menjalnica, kot bo tudi tukaj obrazloženo naprej. Torej, najbolj pomembno pri Raydium je to, da je decentralizirana borza oziroma DEX. Kar pomeni, da omogoča uporabnikom, da trgujejo s kriptovalutami brez potrebe po centralnem posredniku, kot je tradicionalna borza. Glavni poudarek Raydiuma je, da uporablja likvidnostne bazene, kjer uporabniki lahko zaklenejo svoje kriptovalute, torej staking, in s tem pomagajo pri zagotavljanju likvidnosti na borzi. In seveda za to prejmejo tudi nagrade. Ena od posebnosti Raydiuma je tudi, da je tesno povezan z drugim projektom imenovanim Serum, ki omogoča naročila kot na centralni borzi. Zanimivo. To omogoča hitrejše in boljše trgovanje, ker so povezani s centralizirano knjigo naročil. No, pa dejmo zdaj si iti malček pogledat tale projekt Raydium. Zdaj, to raziskavo sem jaz opravil že prej, oziroma sem si že prej vse pripravil. V bistvu traja še dosti dlje, ker je tudi treba vedeti, kam gledati. Tukaj imam tako rekoč zdaj že vse pripravljeno. Če gremo na Raydium stran, raydium.io, imamo tukaj takoj menjalnico. Torej nam takoj ponudi menjalnico in niti ne obrazloži toliko, zakaj se tukaj sploh gre. Pa dajmo si pogledati najprej naš ta prvi segment, ki je samo pregled projekta. In tukaj preverjamo jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in jasnost bele knjige. Ok, jasnost in cilj projekta, ja, tukaj je vse skupaj kar jasno, zato tukaj dobi 5 točk. Vpliv na industrijo tudi tukaj cilja na realno industrijo, zato tudi tukaj dobi 5 točk. Na to je pa tukaj jasnost bele knjige, kjer se pa morda malček zakomplicira. Jaz sem na primer kar iskal tole belo knjigo. Tudi tukaj, če pogledamo na CoinMarketCap, vidite, tukaj je povezava na spletno stran in povezava na belo knjigo. In če kliknem na to povezavo za belo knjigo, mi spet vrže kar spletno stran. No, jaz sem našel tukaj potem iz njihove spletne strani dokse oziroma njihovo dokumentacijo in po mojem to zdaj oni upoštevajo kot belo knjigo. Sicer dokumentacija je izredno lepo zapisana, zelo dobro posegmentirana, tudi vse lepo obrazloži, ampak mi je vsekakor tukaj malček nejasno vse skupaj, ali je to dejansko bela knjiga ali ni. Zato sem tukaj tudi dal 3 točke, kar pomeni vsebuje koristne informacije, vendar manjka globina na ključnih področjih. Na to imamo drugi segment, ekipa in podpora. No, zdaj tukaj se tudi malček zakomplicira. Sem kar precej iskal, katera je ekipa za tem projektom in na koncu sem le našel neke podatke na eni strani. In to je ta, na Token Insight. Tukaj je sicer opisan njihov tim, ampak kot vidimo, imajo vsi vzdevke. Torej, tale tim oziroma skupina je anonimna.
niso izpostavljeni njihovi glavni člani in potem takem jih tudi ne moremo pregledati. Sicer tukaj v teh opisih so vsi sami hvale vredni podatki, ampak mi nikakor ne moremo tegale preveriti in tudi ne vemo, kdo dejansko je tukaj odzadaj za tem projektom. Tako da izkušenost ekipe nič točk, ker je anonimna ekipa, na žalost. Financiranje in podpora. Tukaj je tudi en zanimiv podatek, ki sem ga našel. In to je na cryptorank.io. In tukaj so izpostavili predvsem enega vlagatelja v tale kriptoprojekt, to je Petrock Capital. Zdaj malček sem pogledal tudi to podjetje, je tam nekje v srednjem rangu. Tako da financiranje in podpora tukaj dobi 3 točke, zmerna podpora pri manjših vlagateljih. Nato tretji segment, blockchain in žeton. Zakaj uporabljati blockchain, kakšna je vloga žetona? Tukaj smo videli, da je jasna uporaba blockchaina. Blockchain je sestavni del rešitve in dobro utemeljen, tako da dobi za to 5 točk. Uporabnost žetona, tudi tukaj je jasen mehanizem zajemanja vrednosti za žeton, tako da tudi tukaj dobi 5 točk. Naprej, četrti segment, ki ga imamo, so napredek in cilji. Tukaj tudi roadmapa žal nisem našel, tako da kar se tiče napredkov in ciljev, dobi nič točk, ker ni nekih zastavljenih ciljev oziroma nisem našel roadmapa. Naprej, peti segment je pa tehnična analiza. In najprej si bomo ogledali ceno in moč trenda in to si bomo ogledali kar tudi tukaj na CryptoRank, ker nam že omogočajo pogled v ceno. In tukaj vidimo, da so imeli vrh, kdaj je bilo to leta 2021, če jaz tole prav vidim. Tako je, septembra 2021. In od takrat naprej so kar precej padli in potem smo imeli tole dolgo obdobje konsolidacije, to je tedenski graf, ki ga trenutno gledamo. In zdaj nekako kaže tudi na rast, ampak zadeli smo zdaj ob tole mejo tukaj, ki jo bo treba kar spremljati. Jo bom kar označil s tole linijo. Tako. To je ta meja, ki jo moramo zdaj spremljati. Je kar pomembna odporna linija. Tako da moramo zdaj videti, ali bomo od te linije dobili odboj. In potem je pomembna tale meja. Tukaj tale mora vsekakor vzdržati 1,59. RSI kaže trenutno malček preprodanost, tako da bo vsekakor, zdaj še je tukaj možnosti za rast. Kar bi gledal je, da prebijemo tole mejo in na njej naredimo podporo in potem rastemo naprej gor vse do tegale našega vrha, ki je na nekje $11, $12. Zdaj, če smo pa odbiti od tele meje, bo pa najprej za spremljati tale meja tukaj na okoli $2, pa vse tam do 1,40. Tako da je malček mešano vse skupaj, tudi RSI hodi zdaj že v prekupljeno območje. Tako da cena in moč trenda 3 točke, mešani oziroma nevtralen trend, tudi ni bilo neki dosti gibanja, kar nekaj časa. Volumen in likvidnost. Dajmo si še to pogledati na CoinMarketCap. Tukajle imamo, na katerih menjalnicah so, vidimo, da so na kar
uglednih menjalnicah in tudi volumen je kar visok, tako da to je super, tukaj dobi 5 točk. In tehnični indikatorji, kot smo že pogledali, RSI je trenutno kar malo prekupljen, tako da bo treba tukaj malček paziti. Tako da imamo mešane signale in nejasen trend, 3 točke. In naprej, naslednji segment je sentiment. Kakšna je skupnost, koliko članov imajo, kakšno je sodelovanje skupnosti. In to si lahko pogledamo kar na njihovi spletni strani. Tukaj pod More imajo tudi povezave na svoja socialna omrežja. In če gremo na X oziroma Twitter, vidimo, da imajo tukaj kar precej sledilcev, 344 tisoč. To je res kar precej. Pa potem Telegram, vidimo, da imajo 31.593 sledilcev. In poglejmo si zdaj še Discord. No, tudi tukaj imajo več kot 40 tisoč sledilcev, tako da to je ok, skupnost imajo kar veliko in zato dobijo 5 točk. In naprej je adopcija uporabnikov in tipičen vlagatelj. Tukaj je žal malček nižje, 3 točke zaradi tega, ker je nekaj adopcije, vendar ne razširjeno. Moramo upoštevati, da je to še vedno kar mlad projekt in ima še kar nekaj poti pred sabo za narediti. No in naprej imamo Certik. Tukaj se je zakompliciralo že pri marsikaterem projektu. Dajmo si pogledati, ali se bo tudi pri temu. In vidimo, da ima kar visoko oceno, ampak nima narejenega Certik audita oziroma revizije, kar je škoda. Tako da za ta 7. segment Certik revizija ni opravljena in zato dobi 0 točk. S tem posledično tudi Skynet preverjanja ni. In zato tudi zato dobi 0 točk. Leaderboard ocena pa, kot vidimo tukaj, je zelo visoka. 82, kar ga uvršča med visoko uvrščene na Certik lestvici, torej vrh 20%. Naprej imamo rešene varnostne težave. Tukaj je 0 točk zaradi tega, ker sploh ne vemo o kakšnih varnostnih težavah, ker ni opravljena Certik revizija. No in tako, ko vse točke zdaj skupaj seštejemo, dobimo ven oceno 50 od 100. Kar pa ta projekt uvršča med povprečno potrebnih je več raziskav. In po pravici povedano, je lih ujel tole mejo. Spodnja meja je na primer 50. Za 1 točko, če bi bilo manj, bi spadal že pod tvegano resni pomisleki. Tako da ja, vsekakor je tukaj potrebnih več raziskav, ampak tudi te raziskave znajo biti kdaj omejene, če enostavno nimamo podatkov, ki bi jih lahko našli, kot na primer o skupini, ki je za tem projektom. To bo tudi to za tole našo raziskavo. Vsekakor nam povejte, kaj si vi mislite o njej. Smo morda tudi kaj zgrešili, kaj falili, morda česa nismo povedali, kar napišite nam spodaj v komentarje. Dajte nam tudi všeček, če vam je bil všeč ta naš video, in vsekakor ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje raziskave. To bo tudi to, zdaj vas pa še lepo pozdravljam in se vidimo v naslednjem videu.